Ej, koliko še manjka do nove litrice? Dej povej. Čekaj malo, ti, še 50 centov, čakaj pogledam, če ima jaz slučajno kaj drobiža. Ej, model! Lej tam na oni strani parka, vidiš ono mamico, ki nosi one dve veliki vreči poni daril. To je sigurno za Miklavža, ej. Kaj, spet ta Miklavža, kaj? Pa daj, mi smo zmeraj dobili samo mandarine. Zdaj pa gledaj, kaj kupujejo v tej mulariji, to je taka razvajanost, če povem, zdaj. Ti, jaz nima ni centa. Ni. Dobro, ni hudga. Tole še imamo. Ej, kaj smo vzeli? Saj nekaj še. Ti... Ti alkoholik, daj še meni, no? Kaj si to? Pa saj ti sebe sam spil, daj, to sem kome dobil. A tudi ti? Pa daj, če še to teče. Miha, Gašper in Luka. Čist jih je izdelal tale veseli decembr. Ja, šele dobro se je začel. Ne vem, škodno, če bi kaj vode srečal. Pa se še spomniš, kakšni so tu bili, ko so bili še majhni mulci? Spomnim se, ja. Bili so taki, so bili močni, pa bili so pridni, pa... Polni energije so bili, pa dobri so bili. Čeprav kdaj so kakšno ušpičili. Dobri so bili in še zmer so dobri. Veš, koliko bi lahko dobrega naredili, če ne bi cel dan takole sedeli pa drobišteli? Ja, se strinjam. A veš kaj? Imam idejo. Idejo. Čakaj. Da vidim, to je ideja. Kaj imam? Kaj imaš to? Imam papir. Ja? Dejva jih povit, da vidijo, kakšno darilo so. To je super ideja, dej. Dejmo. Dej, tale ima še čisto zdrave roke. Kaj vse bi lahko naredil z njimi? Ja. In ta, lej, kako ima luštno glavo, pa tako je pameten, jaz sem on kot zavila. Tale bi lahko skupal kako dobro malico. Ja, ta bi lahko rešval križanke. Lahko bi učil druge. Veš, kako se zna? Lahko pomagal s temi rokami. Ja, lahko bi pomagal. Delal kakšne umetnine. Veš kaj, tale ima še čisto zdrave noge. Ja. Lahko bi tekel maraton. Lahko bi tekel maraton, ja. Dajmo mu zanimati. Vicka, ti še ne zda. Misliš, da bojo veseli, ko se bojo zbudili? Jaz mislim, da bojo. Da bojo dojeli, kaj misliva. Ja. Takole. Ti je všeč? Je. Tudi. Evo, tule. Vse luštno. Ja. Mulce! Kaj ti je? Kaj pa zdaj to? Noge manj zvezane. Pa le ti izgledaš kot šema. Pa ta model
Kaj sploh je to? Pa čakaj, daj, da bi me vsaj z neko deko malo pokrili, pa kaj je to? Čakaj, pa kaj se ti, to sigurno ti kaj skod nekaj tiho. Kaj se ti A ne veš, da imam mašenca na gavš, ni? Kdo je pa to? Ej! Jaz sem nekaj pomislil. Ja? Sem pomislil, to so... Tudi včasih pomislim, okej? To so oni z Vincencija napravili. Ja! Imajo take fore. Sto prosto. Zdaj imam pa zadost, veš te has. Zdaj ki imam pa zadost. Zdaj bom šel trajn in povem točno to, kar jim gre. Točno tako. Zdaj je ura za zajček. Ja! Dejte stvar, dej. Uspeh, zdaj smo nam sta. Dokaj bomo pozvonili na vrate. Kje je zaposlena? Kje je zaposlena? Kje je zaposlena? Kaj je to? Kaj je to? Kdo me je to namotiral? Ne vem, jaz nisem bila. Ja, kdo je pa imel? Dajte fajče se podeliti, pa se vsem teklele v zajtrk vidite, njih ste ga šli. Jaz gre samo podeljico, da bom malo korenček redel. No, prav. A veste, da niste edini, kad ste se danes zgodili v vojnem papirju? Tudi fajče v zavetišču so se. Jaz mislim, da je bil Miklavž. Da je nek vase na ulosti, kaj so Miklavž. Fajče, zdaj, kad ste šli tle, dajte se nam pridružiti, če preljubljeno pese. A spet to pesa in kdaj bomo pa jedli, ja? Te res ne boš kaj izgrada, ampak mi bomo pa polni zeleno solato, pa bo tudi v redu. Ja, zmeri delamo neki čist tretjega, ki gre pol na krat, in pol mi tega sploh nikoli ne jemo. Ne ustavi se. Kaj ti manjka, če sediš klepa, lupaš peso? Pa saj ti pravim, da se ne splača tle delati. Karkoli narediš, odnese v nekam in mi nikoli ne dobimo. Fajke, čisto nič vam ne manjka. Dobrom ste, s prostovoljci malo poklepetate, kavo spijete. Kaj še hočete drugega? Jaz rabim biti plačan, lej. Tle delam čist za ston in sploh nisem nič plačan in očesa ne sploh je živim. Na, dej, zdaj sem se pa urezal, kako bezdaške. A si sploh pomislil, kdo ti je zjutraj zajtrk naštimal, da ga zdaj lahko ješ, a? Model, kaj se pa ti vsajaš zdaj, a ne vidiš, da ona je zaposlena, no? Vse je plačana za to, pa ti ni jasno. Ja! Kaj pa jaz? Jaz pa nisem čist nič plačen. Kakšno zvezo imaš pa ti s čimerkoli zdaj tle? Ej, ne zezaj, tam zunaj počakaj, Kaj ne boš? zezaj. Ja. Ne zezaj. Kdo misliš, da je tisto, da je salamco rezal, kar je zdaj leparcaš, a? Ja, pa tale kruh pogled, kdo je to narezal, a? Kaj sta fanta, kar enkrat nekaj pogubna ali kaj bi rada? No, fajte, zdajte mir. Frank pa Mare imata prav. Ja, Nisem le sama pripravljala zajtrka. Fantje iz zavetišča čisto vsako jutro pomagajo pripravljati zajtrk za vse. Kaj mislite, da imajo tega? Nič. No, ja, edin pol ure prej moramo ostati. Tako je ragovale. Ni čistko. Najbolj bogati smo takrat, ko postrežemo drug drugmu. Frank in Mare sta postregla vam, ko sta pripravila zajtrk. Vi boste meni tole peso pomagali vložiti, pa bom pa jaz postregla vam s kavo in z večerjo. Tako bomo vsi postreženi in zadovoljni. Kaj pravite? Ampak, ampak če jaz nekomu postrežem, pa meni ne. Ja, tako, ja. Tudi to se zgodi. Sam potem je pa naše plačilo to, da smo umiri sami sabo, ker vemo, da smo lahko naredili vse, kar smo v nekem momentu lahko. Tone, zakaj misliš, da imaš ti v svoje roke, ja? Jaz tudi kadim čik, veš? Te roke so še za kaj drugega, kakor sam za čik. Nimaš jih sam zato, da se obličuješ, ampak da z njimi delaš, ustvarjaš, narediš še nekaj dobrega. Luka,
Zakaj misliš, da imaš ti te svoje noge? Ljubca, jaz imam pa te noge, da do šanka pridem. Pa ne bi škoda, če bi malo več v Vinčenciju prišel še z njimi, a veš? Te noge imaš zato, da hodiš, da tečeš, da še kaj lepega narediš. Ne samo za šank. Miha, zakaj imaš ti to svojo glavo? Za cveke zabijem. Ta glava nisem prazna lupina, z njo lahko misliš, se izražaš, a ni to nekaj lepega? A zdojem? Na ta način, fantje, se lahko dali drugmu in to nas najbolj bogati in usrečuje. Izplata mašnica, sem vedel, dokaj. Ne, nisem bles. Čakaj malo. Zdaj, če je bil to res Miklavž, pol ima pa letos nekaj čudne ideje. Ne veste, da mi je prinesel rokavice, recimo mi povija roka. Ja, ma prav res, lej. Jaz bi rabo kakšne škornje, ne? Pol dobim povite noge. Ne, jaz pa namest kape mašnica za kmak. V bistvu nam ni nič noga prinesel. Vse je že, ko že imamo, ne? Ja, se to uči se, karamo že imamo. Že vem, kaj je mislil Miklavž nam pa vedeti. Vidiš to, ne, ti imaš, tvoje roke so dar, z njimi lahko marsikaj dobrega narediš. Izvoli, ja? Izvoli. Ja, to je res, da so moje roke dar. Luka, lej, tvoje noge so tudi lepi dar. To odnesi tam pa pospravi malo še za sabo. Ja, sem še pomisliš, še res, ja. No, dajmo. Samo fantje, lahko res nekaj naredili skupaj, ej? No, lahko nekaj. Gremo, le? Gremo. Morava nujno povedati Miklavžu. Nujno, daj ga poklič. Bom, ja, čakaj, kam da naj... Ga imaš? Ja, pozdravljen, sveti Miklavž. Zdravo, veselo novico imam za tebe. Brezdomci so dojeli, ja, brezdomci so dojeli najno sporočilo, da so njihove noge, glava in roke super darilo. Ja, Miklavž! Miklavž, jaz sem tukaj. Jaz sem tudi tukaj, Miklavž, ja. Vsi smo zelo veseli, naše roke, pa noge, pa glave, vsi smo eni darilčki, en za drugega, ja. Daj prid nas pogledat, Miklavž. Pridi! Kdo ni bil pridan, lej? Zdravljeni, mir, Gido, mir. Zdravljeni. Lepa družba. Mir, hudički, mir. Mir. Hudički, zdaj pa dovolj. Pozdravljeni, pozdravljeni. Pozdravljeni, o, kako dovolj sem rekel, dovolj. Kako lepo je slišati take stvari od vas. Kako lepo je slišati take stvari od vas. Hudički, dovolj, sedaj dovolj. Nazaj, odkudar ste prišli, nazaj. Tako, ja. No, lepo je slišati lepe stvari o vas, lepo. Veste, jaz skoraj vsak dan kaj lepega slišim o vas, to mi vse angelčki povejo. Povejo mi, kako ste pridni, kaj režete zelenjavo in pomagate kuharcem po celi Sloveniji in vse tja do Primorske. Tako pridni ste, ja. In za koliko ljudi poskrbite, ko pečete vse te dobrote, tiste čokoladne, pa štrudel, pa vse to, jo, kakve dobrote, bravo. Pa kako ste lepo priskočili na pomoč, ko je bila tukaj tista grozna poplava, pa tisti grozen požar. Tako ste bili vsi skupaj složni v tem prizadevanju. Ja, čestitam. Veste, te stvari vam bojo dale res veselje, ki ostane, srečo, ki ostane.
In to vam bo dalo moč za korake v novo življenje, zares, zares. Da boste lahko naredili tisto, kar je treba, ko se treba kaj odpovedati in tako naprej. In želim vam čim več takih dobrih korakov, težkih korakov. Vam povem, da žalostjo gledam v tem koncu zemlje, da vidim, kako malo upanja in smisla je. Vsi bi stremijo samo za ugodjem, užitkom, alkohol, denar in take stvari. To ni dobro, to ne prinese veselja na dolgi rok. Ne ostane to veselje. Pravo veselje pa ostane, ko ste hvaležni. Ko ste hvaležni, čeprav se vam zdi, da nimate mnogo, da ste hvaležni za tisto, kar imate. To je pravo veselje. In pravo veselje je, ko se trudite nekaj narediti iz sebe. Da se ustrajate v dobrem in da taki tudi ostanete. In pravo veselje vam prinese, ko se za to trudite skupaj. Le tako boste dosegli tisto pravo veselje, ki ostane. In to vam res želim, da bi se trudili za to in ne za tisto veselje, ki mine, ko ostane prazna steklenica ali prazna denarnica. Tako, zdaj smo se malo pogovorili, lepo vas je videti, vam želim še mnogo takih korakov in ustrajanja na tej poti. Ja, hvala Miklavž, ker si prišel med nas. Z veseljem. Veselje. Dajmo še en aplavz za igralce, ne? Miklavž, a imate kaj časa danes, da ostanete malo z nami? Imam, seveda imam, ker sem včeraj veliko tega naredil, tako da imam danes čas. Super. Pol pa jaz vas prosim, če ostanete z nami kar pri večerji. Seveda, z veseljem. Pa pri večerji, pa je doma za nas Nekaj smo prinesli za večer. Ja. Potem pa lahko to razdelite kar pri večerji, pa bomo zdaj kar začeli z večerjo. Pa se lahko z vsakim malo pogovorite, pa kaj lepega, še lepe stvari ste nam povedali, tako da bo vsak vesel še kakšne debate. Ne? Ja. Bomo kako rekli. Tako, dobro, no super. Mi bomo pa zdaj pripravili prostor, pa bomo kar šli na večerjo in Miklavž bo pa z nami ostal. Bravo! Tudi angelčki bo ostal z nami, hudičke pa... Še dobro, da so šli. Lepo bomo pa